ni zdaj samo narisati slikico, ampak še vse ostalo zraven, ne. In v začetnih fazah je pri meni to bilo večinoma ilegalno in je bilo to pač določen dodaten kik, ki je bil zraven tega, da še ti nekaj narišeš, ne, da si kljub vsemu svojem drznemu, ne, mogoče je ravno to, ne, tista želja po adrenalinu, ne, še spodbuja zraven kreativnost, pa je to ena lepa mišonga, ki jo nekateri imamo možnost doživeti, nekateri pa pač žal ne. In se pravim, če te pograbi v to, je to stvar, ki se mi zdi, da mi bo ostala za življenje, samo pač koliko si tega dopamina doziraš, ne, skozi leta, ne. Jaz sem pač iz tega naredil poklic. Ampak, prvi grafit, kje je bil? Kaj je bil? Podpis moj, pa pač na ulici sem probal, takrat smo šla z enim prijateljem, smo narisala vsak svoje, pa je bilo to, ne. Pa še zdaj stvari nekatere stojijo. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podcastu. Zdravo, dobrodošli v Večerovem podcastu Ringelšpil, sem Jasmina Cehnar in danes je z mano vsestranski ustvarjalec Teo Ivančič Teoson, Mariborčan, grafitar, tetover, grafični oblikovalec in pa tudi po duši športnik in človek adrenalina. Teo, lepo pozdravljen. Hvala. Preden pa se zavrtimo v pogovor, vas vabim, da sledite Ringelšpilu na kanalih za podcaste in na YouTubu, ga všečkate, delite, komentirate in mi pišete, predlagate goste, res bom vesela vaših odzivov. Teo, začniva na začetku, ne, ki so že kar nekaj časa nazaj, pa vendar, kako se je začela tvoja ljubezen z grafiti, da si prvič začutil, da te stene kličejo? Ja, zdaj čisto odvisno, kako to gledaš, ne, zdaj prvo neko tako srečanje sem imel že hudo hitro, tako da bom rekel, da sem pa preklopil to, da bi pa jaz risal grafite, pa bilo dejansko dokaj pozno, ne. To je bilo pol kasneje med faksom, ne. Ampak tako, da bom rekel, da jaz sam sebe smatram s prvim grafitom, kar dejansko je, pa je bilo to že v osnovni šoli, tam 3., 4. razred, nekje, ne. Pa tudi kasneje, ko gledam nazaj, ker prej zgleda tega nisem razumel, sem tudi že takrat imel malo tega feelinga, ker sem, ne vem, ko mi je bilo tečno pri pouku, se igral z naslovi, z črkami, ful rad sem vedno risal, spravim, tako, ko sem zabijal čas, po domače povedano, sem dostikrat čečko kracal, za vse zabavo, risal stvari, ampak včasih sem bolj ko ne probal risati karaktere, pol kasneje z grafitanjem sem začel bolj se s črkami ukvarjati, ne, ker pa dejansko mi je bilo tudi blizu, ker ta moja pa dela ravno pripravo za tisk, pa te stvari in sem doma to gledal celi cajt, oblikovanje logotipov pa tega, ne, in sem zgledal v podzavesti že to malo imel, ne. Torej tudi to, da greš iz nekih manjših površin na večje, bolj vidne. Ja, tisto je pol, se ti pravim, grafitanje ti ravno da to možnost, da se ti lahko mogoče malo vsiliš v družbeni prostor, tako ali pa drugače, ne, daš en statement, da si tam bil, dobesedno nazaj, svoj art, svoj podpis, nima veze kaj, v mesto, v en prostor, zdaj to pa še ne pomeni, da bo zdaj to vsem všeč ali pa ne, ker vedno se bo najdel nekdo, ko bo stvar aplaudiral, ali pa nekdo, ko bo na koncu dneva špukal potem, pa kaj nimamo več časa, pa take fore, ne, se pravim. Ampak ravno to je zanimivo pa luštno gledati, pol čez čas, ko hojiš pol, ne vem, mimo starih grafitov, ali pa vmes tudi, če sem narisal kdaj v kakih frekventnih lokacijah, poslušati, kaj ljudje govorijo, pa kaj komentirajo, ne, in imaš čist, se pravim, ponavadi vedno ekstreme, eno ali pa drugo, ne, ali pa pač ljudje, ko hodijo mimo, pa se delajo, kot da ne vidijo, ne. Tvoj prvi grafit je bil v očetovi garaži, kateri je bil pa res tisti prvi grafit v javnem prostoru, se ga spomniš, pa kak feeling je bil, ko si ga naredil in se podpisal? Sigurno, to so, pravim, te stvari, jaz dostikrat enačim, bom rekel, kot hudo odvisnost, ne. Ene ljudje bo potegnilo grafitanje, tako kak je mene potegnilo, eni bojo probali, pa ni to stvar, ne, ker ni zdaj samo narisati slikico, ampak še vse ostalo zraven, ne, in v začetnih fazah je pri meni to bilo večinoma ilegalno in je bilo to pač določen dodaten kik, ki je bil zraven tega, da še ti nekaj narišeš, ne, da si kljub vsemu svojem drznemu, ne, mogoče je ravno to, ne, tista želja po adrenalinu, ne,
še spodbuja zraven kreativnost, pa je to ena lepa mišonga, ki jo nekateri imamo možnost doživeti, nekateri pa pač žal ne. In se pravim, če te pograbi v to, je to stvar, ki se mi zdi, da mi bo ostala za življenje, samo pač koliko si tega dopamina doziraš, ne, skozi leta, ne. Jaz sem pač iz tega naredil poklic. Ampak, prvi grafit, kje je bil? Kaj je bil? Podpis moj, pa pač na ulici sem probal, takrat smo šla z enim prijateljem, smo narisala vsak svoje, pa je bilo to, ne. Pa še zdaj stvari nekatere stojijo, teda to je pol luštno, ko pogledaš stvar, ko je, ne vem, 20 let stara ali nekaj tajega, da si ono. Še je tu. Še je tu. Ja. So te pri grafitiranju kdaj zasačili in si bil kaznovan? Direktno ne, imel sem pa situacijo, ko so dejansko druge ljudi, ki so takrat risali z mano, zasačili, pa smo dejansko, po domače povedano, bil zašpecan. Tako da mene konkretno niso dobili, mene so poklicali policaji, pa sem pač šel normalno naslednji dan na policijsko, se stvari dogovoril, pa je bilo to, ne. Ker sem vedno človek, da pač žal roko na srce, jaz ne vidim, da bi bil to zdaj hudi kriminal, če daš barvo na steno, ne, ker nisi zdaj ti uničil, demoliral pač barva, ne. Mogoče ni rjava taka, ko je bila, je pač pisano, kar še ne pomeni, da je lahko spet rjava, ne. In takrat smo se mi na podobno zgodbo zadevo zmenili, smo stvar, ki je bila sporna, oziroma zaradi česa sploh je prišlo do prijave, nazaj prebarvali sami, že preden smo bilo kaj začeli. Snel spol tiste fotografije, ne so od tistega, ko je bilo. Vse skupaj sem rekel, gledajte, tako je bilo, to smo mi naredili, povedal zgodbo, kako je bila. Mi smo povrnili v prvotno stanje, boste vi odmaknili pač tudi tožbo od nas in pol na vse skupaj postopek zapadene. Če pa ti greš kontra, pa je, ne vem kaj je, mislim, da je kazen za vandalizem, ker to pač spada v vse to zgodbo, ne, plus strošek, ki ti ga lahko pol tisti, ko ga, če bi zdaj, ne vem, konkretno porisal neko stavbo, češ da za renovacijo tistega, ne, se lahko terja za to, ne, samo če je že nekaj poškodovano, nekaj, ne vem kaj vse, je to težko dokazovati neke stvari, ne. Je pa problem spomeniško zavarovane te hiše, pa to, ne, to pa imajo, ne, čeprav žal pri nas nekatere hudo razpadajo, ne. To je pa lahko bolj problem, ne. Mogoče se še tega malo kasneje dotakneva. Zdaj tvoja pot, kot si že omenil, ne, se je postopoma iz ilegale premaknila v legalne projekte in murale. Je s tem mogoče izginil del čara, ki ga ima grafitiranje? V vsakem primeru neke te stvari izginejo, ne, samo pač tako kak se mi staramo, se tudi obveznosti do nas pa do našega bivanja v družbi, ne, in pač ne, moraš zdaj ti kot se iti neke stvari, no, v nezavest, ne, to je lahko stvar najstnikov pa nekih stvari, ko še rabiš takih, drugač pa se pravim, ja, grem še nekaj narisati, se ne včasih zmenjam, ampak ne izbiram več nekih lokacij, ki bi bile sporne, no, če že kaj takega, če grem za dušo, ne. Imamo pa zdaj tudi legalne stene, kjer lahko greš, rišeš, to je bilo prej bolj zgodba tujine, zdaj se je to še tukaj, hvala Bogu, malo začelo, čeprav se pravim, problem je, da nimamo nekega community okrog tega zgrajenega in pač je problem, da se te tudi legalne stene ne spoštuje in je bolj škoda, ne vem, imel zapravo 50-60 evrov svojega denarja za 2-3 dni, da bo nekdo prišel s sprejem, ker lahko nekaj samo počečkati, druga je prekrit, pa narediti spet art prek, ni problema, ne, druga je pa, ko pač starši kupujejo otrokom spreje, pa valjda, kam bomo šli legalno steno, pa namesto, da bi jih omejili na prostor, majstri uničijo, se opravičujem, na koncu dneva vse, ne. In vse, kaj smo se mantrali, ali pa ne vem, na koncu dneva pubeci preživeli določen čas skupaj, ko smo šli risati, je vse skupaj lahko v 5 minutah uničeno, tak ne. In je pač to problem, da nimamo te niti ne kulture, niti ne vzgoje glede tega nekako pri nas še dovolj močne, da bi znali ljudje ločiti med podpisom, med vandalizmom, pa med artom, pa tudi ne vem, na koncu dneva, da bi tudi bolj ko ne, pustimo otroke, ker ne vejo, zakaj se gre staršem. Bilo to jasno, pa da bi oni imeli vsaj to spoštovanje, ne.
Zdaj, ko omenjaš ta odnos do grafitev, Ja. da še ni najboljši, ampak vseeno se je mogoče iz tistega obdobja, ko si ti začel, spremenil do danes. Vsekakor vsi, ki smo aktivni v sceni, dajemo doprinos samemu mestu, samemu kulturi, samemu vsem. Pač to, kar sem jaz delal, je bilo to, da sem dobesedno približal grafitanje, sprejanje malo bolj Mariboru v smislu, da če se neke reklame ali pa neke spreje narisane, tu zgleda dobro, ne rabi biti samo jumbo plakat ali pa en drugi pleksi napis, ne. Teda to je bilo vredi, ne, kar se tiče same kulture, je to čist drugo, veš, ker to so različna svetova. Ne, jaz sem sam sebe v eni točki bolj doživljal kot sodobnega slikopleskara, kot pa kot grafiterja. Razumeš, grafiti kultura kot taka je čist nekaj XY, ne. Tu je samo medij tisti, ki je bil enak, pa povezovanje, bom rekel, bolj street arta v marketinške posle, kot pa klasičnega grafitiranja, ne, ker kot grafit je bolj kot ne pisanje nekega lastnega imena, nekega nicknamea, dobesedno bolj egotripanje, ne. Jaz sem to bil in tako se je dejansko tudi začelo grafitanje kot tako, ne. V New Yorku takrat so se pubeci iz revnih četrti podpisovali na vlake ali pa nekaj in pol so skužili, da dejansko njihovo ime potuje tudi v Manhattan, pa v downtown, pa vse posod, ne, in so oni naenkrat bili znani, kdo pa te zdaj je, ne vem, toti, ne. In so na ta način si gor pol prišli, ne, in je pol začelo to biti bum, ne, vedno lepši napisi, vedno lepše črke, vedno lepše barve, ne, in je tako pol vse skupaj nekako zraslo, ne. Dejansko s prezentiranjem tega, jaz sem tu, ne. Okay. Ni bil neki deeper meaning, se tudi če zdaj ni grafitanje, ne. Ni? Kot grafitanje, ne, Okay. ono je street art, ne. Dobro. Je bolj kot ne res, svoje ime pišem na čim bolj različnih mestih, na čim bolj različnih spotih, na čim bolj različnih državah, ampak ime, Okay. ne. Dobro. A to je jedro grafitorstva? Ja, zdaj edino v tudi sodobnih časih, zdaj v zadnjih letih pač so nekateri grafiterji začeli pač si razvijati svoje karaktere, katere pač bolj, bom rekel, so za širšo javnost sprejemljivi kot pa sami napisi, ne. In so bolj na podlagi tega tudi eni malo, bom rekel, zasloveli, ne, ampak zgodba vseh takih kot grafiterjev je zgolj podpis svojega imena, svojega nicknamea, Okay. pač na različne načine, ne, in pa so se stili različno razvijali, ne. Okay. Jaz mislim sicer, da je poanta bolj v tem, da si družbeno kritičen, da Pa si nima to provokator. veze. Ne, to so pač ljudje pol zraven pisali bedarije, ampak v osnovi je vedno pis ime. Ne, ti si pol zraven napišeš, ne vem, nisem imel cajta, ali pa kaj se dogaja z nami. Veš, kaj mislim? To je bolj misel, nima veze to, da si za ti grafit zaradi tega napisal, to je pač. Okay. Ne, Torej tako da ne pišem, bolj ko ne je grafiti zgodba, egotrip zgodba, vedno bila in vedno bo, ne, se pravim, in pač odvisno, kdo so zdaj ti posamezniki v družbi, ki jo ustvarjajo na določenem prostoru, ne. Zdaj pri nas so številke manjše, v večjih mestih so številke večje in nimaš te kontrole, zgubijo se ljudje, kaj je tudi dobesedno zanimivo pa lušno, ne, da priješ do situacije, da tudi sam kot grafiter ne veš, kdo pa je oni, ne, ali pa kdo pa je tisti, ne, ampak samo spremljaš, pa si tak, glej, to je naredil, to je to naredil, tu je nekaj novega, veš, kaj mislim, ker imamo drugačne oke za take stvari, ne. Ti še spremljaš recimo to grafitersko sceno? To ti ostane, to vedno. Se pravim, jaz ko grem po mestu, meni je najboljše hoditi v neke stvari, pa samo gledam, glej, to. Bolj ko pa, ne, ker se mi zdi, da ta street community pa street vibe dosti več pove o samem mestu, pa o frekventnosti ljudi, pa o frekventnosti, bom rekel, neke alter scene ali pa nekega dogajanja, ne. In tudi s tem vidiš, koliko je dobesedno so neke stvari dovoljene ali pa ne, ali pa kaj se dogaja, ne, točno vidiš, ne vem, vele mestih, ko boš imel ono striktno spucano center mesta v nulo, brez podpisa, brez nalepke, brez vsega, pa boš šel malo ven, pa bo raztrgano vse, ne. Kako bi ocenil to grafitersko sceno v Mariboru, ki je Maribor, je sterilno mesto, je grafitersko razvito mesto? Maribor ima svojo specifiko, vedno je imel. Težko bilo kaj v tej točki rečem, ker nisem zdaj tako trenutno
bom rekel, v te mlajši generaciji zraven, da bi vejo točno, kaj se dogaja, vidim, kaj spremljam, pač, kaj vidim na ulici ali pa pač tak. Drugače pa nekaj hudo ne morem reči, ker vedno je bilo to problem, veš, da so to, tako kako sem rekel, to je par posameznikov, ne. Zdaj pa, ali veš, kaj se z njimi dogaja, ali ne, ali pa vidiš, kaj delajo, ne. Pač drugačne stvari so, čas se tudi spremenja, takrat, ko smo mi risali, pa kaj se zdaj riše, čist drugo, ne, in moš te stvari tudi imeti v glavi, ne. Nekaj je bilo pred, ne vem, 10-15 leti, 10-krat lažje narediti kot zdaj, ne. Tudi ljudi je bilo manj, ne. Ne vem, včasih, ko smo mi bili mlajši, zvečer ni bilo v mestu nobenega, srečo nisi nobenega, ne. Zdaj se mi včasih zgodi, po noči se pelješ na, ne vem, na pumpo ali pa kaj, pa pune ceste, avti se vozijo v eno, nekaj folk hodi, tudi med tednom, ne. In je tudi sama igra tega bolj zahtevnejša, ne, in pol dan danes pa sami vemo, tudi ta mladina, enim se da, enim se ne, eni hitro pustijo, ne, in imaš pol ljudi, ko ne bom rekel, imaš par konstantnih, imaš pa take pol, ko vsake toliko malo pride, ne. Pa zdaj je mrzlo, pa zdaj ne bi še risati, pa zdaj bi, ne. Pač se pravim, lifestyle kot lifestyle, samo posamezniki živijo, da bi rekel, da so res ono grafiteri, ne. Pa dobro, pa ko gledaš zdaj te grafite, ki so v mestu, kaj bi lahko rekel na podlagi njih, je scena močna, ni močna, pa kaj so mogoče te razlike, ne, ko si rekel, da včasih so bili neki drugi motivi, kot danes, drugače se riše, druge stvari se riše. Ja. Kaj se zdaj riše, kaj se včasih? Se pravim, čisto odvisno je, ne, ker mi imamo zdaj že, včasih se tega ni dogajalo, ampak zdaj imamo tudi, včasih prije kaki tujec kaj nariše, vidiš kaki drugi podpis, neko drugo ime. Te stvari so, ja, ampak ne, da bi pa zdaj ustvarjali, pa da bi mi delali neki hudi community glede tega, pa žal pač ni, ne, ker na koncu dneva, se pravim, tudi osnovna kultura naša špila, ne. Pač ni, ne na ljudje delajo toliko, da bi delali na estetiki, pa na fori, koliko delajo samo na prezenci, pa da je, ne. Se pravim. Torej, kaj, zlato obdobje grafitov v Mariboru je bilo s tvojim obdobjem? Ne. Ne? Jaz Prej mislim, še? da jaz bi lahko rekel še prej. Še pred mano, se pravi, moje pojme tam okoli 2000, malo prek. Jaz sem kasneje začel. Tam se mi zdi, da je bilo najbolj, ker je bilo in lahko, dosti ljudi je risalo, fora je bilo, ni bilo drago, to je vse tako se je eksponentno zvišalo, ne, zdaj že, ne, meni spravi skoraj 6-7 evrov stane. Greš en grafit narisati na ulico, ti je to 30-40 evrov, tak. Ki bo Dragi vzel? hec. Ja, veš kaj mislim, zdaj pa, če bi ti to redno delal, kdaj? Ne. Pa kot pubec, ja, še greš na kako kavico, greš ven, greš ono, kaj boš, ne. In se pravim, takih, ko res dedicatajo, pa da konstantno rišejo, je zdaj od mlajših generacijnih par, ostalo pa vidiš, ravno zaradi tega, da se zgodi, ne vem, narišejo, ne vem, enkrat, dvakrat na leto nekaj, pa jih spet ni, ne. Veš, in ne moreš s tem delati scene, če ni scena konstantna, ne. In pol to, veš, ni, ne, mi takrat smo bili več, ne, si gledal, vsaki teden se je nekaj zgodilo, vsaki teden je bilo nekaj novega, ker si, veš, zdaj pa jaz vem skoraj za celi Maribor, ki je kaj. Ne, pač, ker spremljam to, ne. Ni zdaj, da bom rekel, zdaj pa je ne vem kaj novega nastalo, ne. Hudo. Če se vrnemo na temo o grafiti, umetnost ali Ja. vandalizem, če ti nekdo reče, da so grafiti vandalizem, kaj odgovoriš? Grafiti so lahko vandalizem, če so naredi na ta način ali pa na mesto, ker si ti izrecno hotel nekaj zdaj poškodovati, ampak grafit kot grafit, ko sem tako rekel, pa se mi ne zdi, vandalizem je bolj kot sejtanje svojega imena, svoje prezence v prostor. Nič kaj drugega ni, ne. Zdaj pa samo od tebe kot grafiter, kaj boš zbiral? Ali boš zbiral zapuščene stavbe, ali boš zbiral že počečkane stene, ali boš zbiral, ne vem, ali boš se šel direktno zmeniti. Jaz sem tudi takrat, ko sem največ risal, ko mi je bilo kaj zanimivega, ki se mi ni dalo več, sem šel, sem rekel, gledajte, jaz sem Teo, jaz tu pa to rišem, take stvari delam, mi dovolite, da lahko rišem tu, ono vemo tamo, ne. Pa sem dobil par takih potrdil že takrat,
za stene, ko so mi bile zanimive. Ker oni so tudi vedeli, glej, če imamo že 10 let počečkano, boljše, da je nekaj lepega, ko pa da je to, ne. In isto je bila v začetku zgodba z Seršem, ne. Serš so tudi od spodaj vedno barvali tam, ne, ker se dosti krat zbirajo tudi pol za nogometne tekme tam, pa v centru mesta je, pa včasih hamburger bil tam, pa svašta, ne, in se je nekaj določeni ljudi obrnilo, ne, in je tudi temu posrednično padlo kaki napis, padlo kaka čečka, padlo kako ljubezensko, nima veze na šolo, v glavnem, počečkana je bilo, ne. In pol sem se pravim, jaz pol se dogovoril, da sem lepo sistematično nekaj stvari lahko risal za sebe, nekaj smo pa naredili ravno za Serš, da je bila kot reklama, ne? Da so imeli one ta velike pise, da je bilo za Serš, ostalo pa se je spremljevalo. In sem jaz pol dobesedno ljudi, ki so k meni prišli kdaj risati, tujce pol vozil na take stene, ko sem imel zmenjene, ker sem vedel, da bo stalo, da ne bojo zdaj šli risati, ker ni še bilo legalnih sten, ne, takrat, ne. In takrat tako so nastale te legendarne kure tam. Ja, to je bila tudi zgodba, dva kolega iz Nemčije sta me klicala, da bodo delala Balkan Tour, ker mi se poznamo preko enega iz Graca, ker sem nas dosti za strici tudi risal. In jaz sta me klicala, da bo tako štartala Balkan Tour in da bi rada štartala z Mariborom, da gre ta po celi XU. Rekel, super. Vedel sem pa, da sta super realista, pa vse, pa jaz sem takrat še spreje prodajal, pa sem ravno imel to zgodbo, ne, zmenjeno z Seršom, pa sem bil tak, zdaj smo risali to te nizke, kaj pa, to lahko, ne. Pa smo se zelo hitro dogovorili, je bila, rekla je samo pač za nas mi biti v smislu politično sporno, ne. Ko sem povedal, kaj bo, je ti rekla, drzno, ampak pač gremo se, glede na to, da imamo toliko pubece, bolj ko ne na šoli, je rekla, naredite se, ni nič kaj takega, ne. Pa smo pol naredili te 3 kure z napisom kao, let's take a selfie, ne. Malo družbeno kritično, ampak to je bolj street art tvora bila, ne. Mogoče še moč grafita zdaj v družbi, kjer imamo vse posod poplavo informacij pa družbenih omrežij, še ima takšno moč, kot je imel nekoč? Bolj kot kaj drugega, jaz vidim, če že tak, da kot zdaj se pogovarjamo o grafitu, je bolj kot ne to, da včasih presenetijo ljudje ker se pravim, vse z časom bolj ekstremno postalo, ne, da pač ljudje presenetijo mene, konkretno zdaj kot grafitera, ne, s spotom ali pa z neko, ne vem, z velikostjo ali pa z bilo čem, da si tako, svaka čast, ne, da si uspel, ne vem, na tej lokaciji to narediti, ali pa tako eni, ko pležejo stavbe, pa stranice blokov rišejo nazaj, svaka jim čast, mene šanse, da dobiš tam gor, pa je noro. Pa če bi imel možnost, ne vem, če bi šel po pravici. Recimo, ne, take stvari si polono, svaka ti čast, ali pa ne vem, kaj je ful taka tudi meni osebno brutalna, ko, ne vem, v Ameriki hodijo pa na moste ob strani, nad avtoceste, ne, ko taka štengica hodijo, pa se puzajo, pa pol narišejo grafit tak zaliman na steni nad avti. Oni pravijo, to je heaven spots, ne, da če padeš si direkt hin, ne, da narediš tam gor grafit, pa da dejansko se z tega zmažeš, pa se ti pravim, kaj eni naredijo za to v tem grafiterskem svetu, ravno z tem, z prezenco, ki so kaj naredili, pa dejansko eni živijo za to, pa po celem svetu si samo tak pol, bravo, ti si pa igro vzel čist na drugi level, ne, in ravno ti so pač zdaj tisti, ki so pri nas grafiterji, tisti, ki so zdaj pač glavne grafiti imena, ne. Torej, v bistvu, čeprav razumem, ni več tako važno neko sporočilo, ampak bolj, kako je zgodba nastala, kaj stoji za. Ja, v real life skoraj več ne, samo še Instagram pa internet, kaj pa eni strani z grafiti super, ker dosti dlje cajta neke stvari živijo, ker tako še zdaj, recimo moje kure živijo, čeprav jih zdaj že ni par let, ne. Še vedno lahko pogledaš to, ne, super, ampak za druge stvari pa ne, ker drugače je bilo, bom rekel, ta igra, kdo bo znan grafiter po imenu, čist na drugem levelu, ne, ker ni bilo zdaj, da jaz postem, zdaj sem pa jaz nekaj Maribora risal, pa bo oni v Londonu to vejo, ne, ker sem bil v London risati, ne, da je oni vejo, da sem jaz to, ne, pa dosti narisati, da bi me, veš, ker drugače sem pač en izmed podpisal od 700,000 tujcev, ko je prišlo mimo, ne. In to je pač ta fora, ne.
da je zdaj ful lažje s tem, ne, in imaš par artistov, pač, ko so res hudi, po mojem, imajo dobesedno v studiu eno tako steno, pa samo barvajo, pa samo snemajo, pa ti dogledaš pol na WC-ja, doma veseli. Ni treba več iti po noči nekam, ne? Pravim, ne, zdaj, kaj se tiče tisti, ko delajo tehniko, pa ko delajo neke hude dizajne, pa res to zdaj mešajo v druge levele, ne. Ker se pravim, tako jak je art šel po svoje, je tudi tu z interpretacijo imena šlo čist, ne. Imaš določeno grupo, ko je zdaj čist anti-style, pa čist šla že po svoje z nekimi linijami, pa neke, pa kot je neki ljudje, rečeš, ko je, tebi se bi zdela abstrakcija, ampak je dejansko ime, si tak, pa jaz, ko imam hudo domišljijo, včasih sem tako, zijam noter tisto sliko, pa si mislim, stari, pa ko vem, kaj more pišati, pa sem tak, kaj si za ti, ampak eni so šli že, se pravim, res v taki hipermodern style, tudi na ulici, ne, da ne, imaš pa polone oldschoolere, pa imaš one, ko še vedno neko klasiko tavčejo, ne, se pravim. To je pač, zato pa smo si toliko različni, ne, in je toliko lušno bolj to gledati, ne, ker v eni točki si samo še, on je ono barvo s toto barvo pokoristo, še neke take fari gledaš, ker je, se pravim, vsi mešajo art že noter, ne, in od kartunov do animeja, do nekih stvari, do hiperrealizma, do čudeže, ne, in je pač noro, kam je to vse skup šlo, no. Kako pa gledaš na fenomen Banksy, zdaj, ki je postal globalna neka umetniška ikona? Srečo je imel, kaj naj rečem, ali je bil srečo, ali pa je bil lepo nastavljen, ne, ker dobesedno art danes, pa že takrat, pa vedno je bil zgodba, katero se najlažje denar pere. Zdaj pa iz danes na jutri, da je tvoja slika naenkrat vredna milijon, pa nekaj, ali da je zmenjeno, ali pa nekaj, ker je tudi drugih artistov bilo toliko in še več, ki bi si mogoče zaslužili to, ne. Ampak, tudi pravim, danes je to tako težko verjeti zdaj, zakaj, kjer je uspel, pa kak, jaz mu privoščim, hvala Bogu, gre se vrhunske stvari, ampak cela industrija za njegovim imenom, pa kak to laufa, si pol že vidiš, da je marketinško naredo, ne, ker tudi nas so kontaktirali, ko je imel Banksy v Gradcu razstavo, če bomo mi risali za njega, takrat so meni klicali, če bi jaz njegovo sliko kar narisal, pa sem bil tak, no jaz si prija narisati, ali kaj če pa, veš kaj mislim, kaj bom imel za njegov art, za tvoj risa. Tako so dobili nekateri kolegi neke makete, ko jih je imel za razstavo za narisati. Veš kaj mislim, on ima plačane ljudi, plačane folk, ki se ukvarja s tem, da si bi on zdaj zmislil, da imamo tudi, ne vem, ali pa mogoče tudi ni njegova zamisel. Vse ne vem, veš, da imamo mi zdaj ta glas predstavi za sem, jaz sem pa tudi spoj podpisal, pa je to zdaj fora, ko bo stala 3 milijone. Štekaš, tak, ne, čudno je vse skupaj, ne, ampak neke stvari so genialne, neke stvari so vreji, ampak tehnično gledano, meni osebno je šajterga, pač. Ja. Torej bi rekel, da ni... Fore so ideje, to kapo dol, ideje, tehnika, pa vse ti pravim, je pa tak, ne, in to je bil tudi problem na začetku ravno z Banksyjem, ker je v Londonu enega ful starega grafitera, nekaj so se drmali in pol se tu v tem graffiti community ful dve veliki grupi naredili, ne, eni, ko so super kontra, pa eni, ko so bolj street art, pa pa tak, ne. Tako da ne bi rekel, da je več subverziven, ampak je postal del sistema, ki ga jaz mislim, da je to pač, to je klasično pranje denarja v nekih variantah pač pod Banksyjem. Je sploh mogoče ostati radikalen znotraj umetniškega trga ali pa vsak trg ostrino prej ko slej zmehča? Kako vprašanje prav. Jaz mislim, da dan danes je ful diktirano, pa ful nadzorovano, kaj gre ven, kaj ne gre ven, kaj ljudje lahko vidimo, kaj ljudje ne smemo videti, kaj bo ostalo, kaj ne bo ostalo, ne? Ali bomo zdaj narisali grafit, pa zato, ker je Banksy ga bomo pustili, pa dali šajbo prek, pa vozili turiste za Mariboru, recimo, ne, ali ga bomo pač prebarvali tako vsakega drugega, ker pač je to vandalizem, ne.
tak se mi zdi, ne, da je ful na velikem nivoju ful channel, kaj gre skozi, pa kaj ne. Vse naredijo ljudje zadeve, ampak tistega recognition pa ne dobija. Štekaš? Ti lahko narediš bum, ampak boš bum dobo, ko se bo oni odločili, da ga boš dobo. Res misliš, da ni svobode, kljub tem, da lahko danes vsak nekaj objavi? Kako bo svoboda, če ni svoboda izražanja? Kako bi bila svoboda v likovnem zadevi? Kako bi bila svoboda dobesedno v medijih tudi? Se pa ni prikazana realna situacija nikjer. V smislu, da pač kot umetnik nekaj ustvariš, objaviš, tako si prej rekel, v družbenem omrežju in potem samo lahko vseeno. Ne vem, na koncu dneva Instagram, če bi jaz imel recimo bolj provokativno neko sporočilo ali pa kaj, če se gremo zdaj v to zgodbo, ne? Sem pa nekdo spomnil, it's offensive, bum, mi bo banalo dol, art. Zakaj? Puf, nite, dol so internet zgasli, nite. Ne? In si blokiran. In to je to, in si spet v oni stari fazi, ne? In se samo vidijo to, kaj sem jaz napisal, tudi 10, kaj gre čez dan mimo, ne? Če razumejo sploh. Me razumeš, ne? In globalno gledano je ful problem v nekih točkah, se ti pravim, ta internet, ta nadziranje teh stvari, kaj gre ven, pa kaj ne gre ven, da lahko neko stvar ali se boostne, ne? Gremo v to, dajmo mu, ne? Ali pa se pač super ročno zategne, ne. Ti si bil kdaj cenzuriran na ta način? Pa tak ne, ampak se pa dogajajo stvari tudi, ne vem, kaj sem jih jaz doživel, da sem, ne vem, enkrat smo imeli zgodba res iz naftalina, ampak vseeno, nekaj smo risali za neki kao kontest, takrat jaz nisem prišel niti med top 3, ker je bila spet po mojem kuhna, ampak nima veze. Kaj sem jaz mislil, ok, če sem jaz to risal, se matro, bi jaz za to sliko imel, ne. Če ni bila niti top 3, ne, kaj bote, tako beg vrli, ne. Na kar sem jaz ugotovil po dolgih pisanjih, iskanjih, da bi jaz te lahko prišel to sliko iskat v Celje, ne, da na koncu dneva ta slika visela pri direktoru v pisarni z odrezanim mojim podpisom, beg z tem, tako da sem jaz pol v tisti točki mi kar malo žilica stopila, pa sem si jo sam pačal iskat, ne, ampak prej pa jaz nič, ono ne, lahko bi se zmelili, ni problema, ne, samo ne mi bluziti, da ni bilo kao za ne, tiste zmagovalne slike, pa niso bila nikjer. Ne, pač pa sem vedel. To je bila malo kraja potem v bistvu. Ja, ali pa ne vem, narišeš nekaj, ali pa kateri direktor je bil to? To nima veze, ampak pravim. Narišeš nekaj, pa te na objavijo, ali pa ne vem, nikjer niti omenjen nisi, ali pa veš, ampak to so pač zgodbe, ko delaš za denar neke zadeve, za neki dizajn, ne. Dobro, tam tak nimaš besede, ne, ampak žalost ne, da tu smo mi kot artisti, bolj veš, zategeni, ne, ročno. Ti si plačal dizajn, ti pa ga lahko zdaj uporabiš za, iz njega izmožeš vse, od, ne vem, zdaj ga dala na t-shirte, na mikice, na knjigo, na ne vem kaj vse in si dizajn, ko si ga meni plačala par 100 evrov, si ti naredila lahko iz tega, pa nikjer ne bo več pisala, ker to je zdaj že tvoj brand, me štekaš? Ja. Ampak glava za tem je pa nekdo drug, ne, ampak tak je pač biznis, ta se to zavedam, ne, ampak pač pravim. Torej treba postaviti dobro izhodiščno ceno, ne? Ja, ali pa bolj kot kaj drugega, si moraš meje predstaviti, ne. Ti, kaj bi ti želel, to je to, ne, in danes pač žal, ravno zaradi takih stvari je to problem, ne. To so bile tudi svetovne tožbe, ravno tukaj smo se pogovarjali, ker so se veliki brendi pred grafiti slikali, ala Nike, ala ne vem kaj vse, od nekega artista, pa so se pol tožili. Oni pa celo kampanjo zapeljali pod njim. Brez, da bi bila kakšna kompenzacija, ne? Ne, veš, take so pol to prljave, ne. In to je zdaj, se pravim, danes je ravno to problem, ne. In tebe lahko, kam se šel za Nikeom tožiti, ali pa, veš kaj mislim, dobesedno, ajde, če se vidi zdaj v glavi, da bi to lahko zmagali, pa si te najdeš enega, ko bo ti sponzoriral to, da ti pomaga v tej, bom rekel, odvetniški poti, ampak kam, ne? In to je ravno fora, to te premoči, kaj gre skozi, kaj ne gre skozi, kdo si postavi meje, ali si jih oni, ali si jih ti. Taka hora, ne? Če se vrnemo v Maribor,
mesto je bilo kar nekaj tvojih grafitov, tvojih muralov, kje jih lahko vidimo še danes, ne? Kure sva rekla, da Na so Hitri. prebarvane, potem ta lisica, ne? Tukaj na Večino, kaj je bilo Kneza narediti? Kocla oziroma nasproti Ja, samo to je Narodnega to je doma. reklama, ne. To nima veze, ne. Grafiti kot grafiti ali pa street art ali pa bilo kaj sem tako risal za sebe, je večinoma že šlo, ne. Saj ti pravim, ravno zaradi tega, ker so pač prebarvali, ker mora biti lepo, ne. Veš, in to bila, da ti zdaj omejiš prostor, pa tudi ni včasih fajn, ne. Pravim, fajn bi bilo, če bi to laufalo kot neke festivali ali pa neke, tako kako imajo določena mesta že nareto, da pač se enkrat na leto zdaj plača, ne vem, mestna občina toliko pa se 20 ljudi pripelje sem, pa se, ne vem, cela pešpot do otoka poštriha na novo, z novim artom, pa naslednjo leto spet, pa je živa galerija, pa imaš tujce, pa imaš, ne vem, folk, ko bo dansko pol tudi turistov hodil to gledati, ampak to stane, ne. To stane, pa te stvari se pač ne namenijo, ne, ker je lažje vzeti, pa enemu na CPM-ju plačati, da pač gre pa tisto pač prebarva, ne, pa je pač sivo, ne. Ja, ali pa reklamo pol prek narediti, ne. Tako to še prenese kaj denarja, ne, za oglaševalski prostor. Zdaj, kako ti doživljaš minljivost svojih del, zdaj si omenil, da pač svoje delo prebarvajo, prerišajo, te zaboli? V vsakem primeru je to osebna stvar, ne, to je, zdaj ti pravim, zaradi ravno tega egotriperstva so včasih te zadeve, se pravim, se ti mozak to, ko malo lastiš ti tisti prostor, zdaj ne, to je moje, zdaj pa to ne sme noben prek prid, pa noben ono, pa sem pa tja, pa vsakeč, ko si šel, boš pogledal tam, če še je. Pravim, podzavestno si navezan na neke place, na neke stvari in valjda neke zadeve, ko zdaj že skozi leta tako dolgo živijo, si ono ponosen, da še obstaja, da vidiš, kaj se je zgodilo, ne, pa tudi sam lepše vidiš, ne. To je bila stvar izpred 20 let, to pa je stvar zdaj, kaj se je zgodilo, ne. Ne vem, jaz sem včasih tudi šel, pa sem neke stare zadeve malo popravil, ali pa kaj, ko sem videl, da je nekdo začel čečkat, ne. Ker največji problem je, ko se začne čečkat čez, pa en prek, pa drugi, tretji, pa je gotovo, pa zgleda nikako, ne. In če si dokaj hiter, da preprečiš neke take zgodbe, še te nekako zgleda lahko, ne. Na kateri svoj grafit pa si najbolj ponosen? V smislu čega? Tak, da si bil res ponosen, no, kaj ne rečem, da bi rekel, to pa je moje kronsko delo. Težko je, ne, zdaj, če gledamo tehnično, bi lahko rekel za en grafit, ko sem ga risal za kolega na Kanarskih otokih. Ko sem bil na dopustu, pa vedno sem k njemu hodil tako malo tudi avte barvati, pa tako, pa imam tako počitniško hišo zraven bazena. Pa je bilo vsako leto in sem se pol eno leto spravil, ker smo pač vsake toliko malo prebarvali tisto, pa tisto res pol na super hardcore pač narisal, ampak fora je bila tam, da ni bilo drugega, kot jaz bil na dopustu, jaz sem vsakeč, ko nisem imel kaj zadelati, ker pa sem človek, ne morem biti na miru, na soncu, ne, sem pač jaz risal, ne, in se je zgodilo, da sem jaz tudi grafit na koncu dneva, po mojem, en teden, 10 dni skupaco. Ampak sem se lahko zafrkaval, ker sem lahko vsako fugo narisal, pa nisem mi modilo, pa pač, ko sem imel cajt, sem šel malo drmat, ne. In sem zaradi tega, ker sem toliko hiperrealistično neke stvari narisal, bolj dansko cela slika tudi zgleda, tako fotko pogledaš, ne. Je bolano, kaj se tega tiče, glede velikosti pa so druge zadeve, ne, lahko si tudi tako, no, ne vem, sem v Fužinah skozi leta njihovo celo telovadnico porisal takrat za Zlatkota, ne. Neke za videospote, neke, kaj še je delal on nekimi drugimi stvarmi, ampak veš, koliko to sestaviš, pa ko je naenkrat, ne vem, imaš 150 metrov porisanega, pa si tak, to sem pa jaz naredil z eno lojtro, pa malo več časa. Ne, take stvari so, recimo, kaj mene impresionirajo včasih, ali velikost, ali ona tehnična dovršenost, ali po drugi strani spet, da sem nekaj porabil 1 uro, pa zgleda vrhunsko, se pravim, vsaka stvar me, ne morem zaradi tega ločiti, veš, da zdaj pa mi je to. Ta je pa zdaj res najbolj Ja, veš, ker tudi toliko ustvarjam, toliko gledam novih zadev, veš, da mi nekaj postane cool, me določen cajt drži, pa jo steknem, ja, delam si hierarhijo, ampak ni zdaj ono, da je to naš ena vedno tu, ne.
Kaj bi rekel, kateri pa najboljši grafit ta čas v Mariboru? Ker je najboljši Ja. grafit za ta čas, tisti, ko je odvedno že zadnjih 30 let, še meni je vedno Na najjači. Lento? Na Lento, on je oka za oka, pasta za zobe, najjači grafit. Pa to ti mi je jači, sicer napis, ampak, sorry, no bad feelings, ampak to ti, kaj je tu pri Lastovki, ko piše kaj Romuni domum, ali kak piše, ali nekaj to takega, pa da je se nisem nekaj zavzela. napisal, gledaj, tak mi je noro, ko je pač narobe napisano. Pa sem samo tak, svaka vam čas, ne. Take fore meni včasih so res dobre, ne, in recimo nazadnje, kaj sem narisal, sem tudi, je imel stencil na steni napisano, kaj že ima pisano, čakaj. Aha, ljubil te bom, če mi boš dala zraven za stroške. Oziroma, lahko spiš nekak v moji posli, če boš dala zraven za stroške, ali nekaj taka, glavnem, bedna, dobra fora mi je bila, da sem jo pol pač vun pusto, ker, veš kaj mislim, pač, če je cool, zakaj bi zdaj, Jo, prekril. in včasih so mi to te take besedne igre, ko imajo kjeri, ko bolj pišejo, so mi bolj včasih cool, ko pa zdaj kaj je narisano, ne. Se tudi recimo kakšen sovražni govor, ki se potem Pa, malo glej, popravi, ne, saj vsi smo na lepše. Vsi smo napaljeni, tako ali pa drugače, ne, zdaj pač žal je, če je pol to en človek popisal pa Maribora s tem, ampak pač pravim, to je pri nas, ne, problem, ker je stvar parih ljudi, kako bo cela urbana mesto Scena lahko izgledala, izgledala, ne, ker ne. dobesedno zdaj, če bi mene piknilo nekaj, pa me je flipnilo, jaz si vzamem lahko, ne vem, en večer, pa bo Maribor izgledal kot drek. Ne, veš kaj mislim, če padeš v to furo, ne, in zdaj, če nekdo pade v to furo, pol na toti politični ali pa neki taki fori, ali pa ga je ženska zapustila, ali pa bilo kaj nima veze, lahko to pol eskalira, ne, od ljubezenskih izpovedi do Grdih stvari, ne, ja, tako rekla. ne, in nekdo pa bolj živi v tem, ne, hvala, da bo živčen, ne. Danes ti poslikave ustvarjaš samo še bolj kot ne za zasebne naročnike, ne? Kako je v bistvu, ko se iz ulice preseliš v korporativni svet? Malo si že omenil. Pravi, meni je največ, zakaj se je pri meni sploh to zgodilo, je bila to želja po risanju sprej, predvsem in ravno zaradi tega, ker je bila to zgodba, ki je bila predraga za moj študentski žep, sem dejansko začel risati po naročilu, ne. Da sem jaz na podlagi zdaj, da bi vam jaz to prišel narisati, si izračunal, aha, rajem toliko pa dolgi sprej, pa pa sem si mogoče pikico viška naročil, pa mi je ostalo. Pa sem lahko za sebe risal, ne. In je pač to kolo sem zavrtel v tem, da sem začel delati po naročilu tudi pol za sebe, ne. In v eni točki je pol to prišlo do tega, da je bil SP tu, da, ne vem, ravno včeraj sem gledal, da sem že od koliko? Da imam že od 12, da imam že SP za umetniško ustvarjanje. Pošteno. Brutalno, ja, vsaka čast. V glavnem trudim se. In Si pa pustil redno službo v bistvu, ne? Zato, da si pol se ja, pa ne, grafiterstva ali pa kako bi se temu umetništvo. reklo, pač jaz sem že med faksom začel delati takrat pri teti pa pri stricu, ko sta voznika za Kawasaki motocikle, pa sem ob faksu pač delal, ker sem sam pri sebi vedel, da nemam v življenju delal v kemiji, no nima veze, v Ker glavnem. študiral si kemijo, ne? Doštudiral, lepo hvala Bogu, prosimo, no. ne? Ja, no in jaz sem pol v eni točki imel, valjda, ko nisem imel statusa, pa sem bil redno tam zaposlen, pol kasneje še popoldanski SP, ker mi je pač dopuščalo to, da je bila to bolj kot ne familiarna zgodba. Pa sem lahko neke stvari reševal preko dopoldanskega SP-ja, ko sem dobil naročilo za risati, ne. In sem pol v eni točki, ko sem videl, da bi pa šlo, pa sem rekel, če nam zdaj nam nikoli, sem pa pol switchnal na full on, pa rekel, te pa ajde, probamo biti zdaj artisti, ne. Pol sem pa pač vse delal, ne. Meni je vedno bilo tudi fajn, da sem lahko si sezone štuklo, ne, ker po zimi je bolj kot ne mrtvo sezona za risanje, sem lahko bordo ali pa učil bordanje ali pa sodo bordanje ali pa neke take stvari. Kak je pa bilo malo lepše vreme, sem pa že jaz bil veni, ne. Ali pa ne vem, po zimi bolj notranje projekte reševal, poleti pa bolj to, ne. Sezonsko delo. Pa ja, sej, žal pač tak je, ne. Zasmeril si se tudi v ustvarjanje z airbrushom, pa v grafično Ja, oblikovanje, pa pa svašta v oblikovanje sem pohištva, pa scenografije za filme, kot Ja. je košarkar naj bo. Pri tem pa si delal tudi za velike znamke, kot je Calvin Klein pa Red Bull. Ja. Kako so bile te izkušnje? Sneakers, kaj sem že delal. V glavnem, se pravim, vse te stvari so super,
vse te stvari so fajn za CV, Mhm. ampak se pravim, ni kaj drugače kot neki drugi naročnik, mogoče dobiš pikico več za neke stvari, se vzameš, ampak tudi veš, da na koncu dneva bo tvoj dizajn ali pa tvoje delo 10-krat bolj izkoriščeno tudi, ko pa je pri nekem drugem brandu bilo. Na meni so te stvari super, meni so vse te stvari odlične zaradi tega, ker so se dobesedno same zgodile. Nikoli nisem forsiral, se ven tiščal, se pravim, ravno imel sem pa valjda vedno to srečo, da sem v tolikih različnih krogih bil in toliko različnih ljudi me poznala in avtomatsko se pol začne tisto mreženje, pa nekdo drugi nekoga priporoči, pa tak, pa ono, pa sem pa tja, ne, pa tudi, ne vem, zgodba z Red Bullom je tudi zaradi Filipa, ker smo pač kolegi že od malega, ko še daleč od tega, da bi on bil svetovni prvak ali pa bilo kaj, ampak pač je zgodba, pa valjda je dal meni to priložnost, pa sem ful vesel, da mi je dal, ne, ampak so take stvari, ki so se pol zgodile zaradi pač kolegov, poznanstev, vamo, tamo, neko tudi od referenc, ampak se pravim, neke stvari se začnejo bolj same odvijati, če si dovolj pridn. No. Samo od grafitarstva pa pač ne bi mogel živeti tu v Mariboru. V Mariboru ne. Probo sem, pač problem je, prvo kot prvo, tako kako sem že govoril, da nimamo subkulture okrog tega razvitega, ljudje ne cenijo tega. V tujini, ja, v Ljubljani prej, recimo, ne, ker že tudi folk malo bolj kopira. Tu si mislijo, da če ti bojo dali za pico pa za pir, hvala lepa, srečno nasvijene, ne. Pa lahko mi to rišeš, samo veš kaj, bi pa bilo fajn, če je kaka morska deklica gor, pa neka plaža, pa veš, take fore so pri nas, ne, in tudi nimaš nekih možnosti, da bi lahko te vsaj svoje delo, ne, ker že tisti, ko ti bo dal, bi rekel, ja, veš, pa jaz bi imel neke plaje, to je že pol delo na naročilo, veš, in ne, se neke take stvari, plus noben te plača ne bi nič, vsi ti art downgradajo, ker pač art je luksus, ne. Vsi te gledajo na druge zadeve, zakaj te vi nimate zdaj grafita, zakaj imate zdaj sceno nareto na tiskano folijo, ne. Zakaj niste zdaj ciglo položili, ne. Vsi gledajo na denar, na to, kaj je najbolj enostavno, kaj je najhitreje, ne, in se neke stvari zdaj v našem svetu, pač otroško sobico, najlažje, fototapeta. Nalepiš, čez 2 leti ni več zanimivi vinksice ali ne vem kaj, vtrgaš dol, daš drugo gor, ne. Porisati. Ja, eni so šli v to, ampak ne, zdaj na vsako leto rišeš, ne. Pa tudi krog strank se potem izčrpa, verjetno. Ja, ne, in veš, nimaš povratnikov, ne, ti obdelaš nekaj, pa si zaključil, ne. Jaz na našem prostoru na Štajerskem, edino, kaj sem sodeloval, sem itak sodeloval z NK Mariborom, ker sem lahko, ker tudi najbolj je to njihova Elija, kaj se tega tiče, ampak z drugimi nekimi hudimi povratniki, pa jaz nisem imel, ne. Jaz sem jim, ne vem, pobarval prostore ali pa nekaj, pa ste zaključili, ne? Pa lepa srečno nasvijene, ali pa ne vem, so me mogoče priporočili za kakšen biznis naprej, ampak za njih ne. Veš, ali pa ne vem, če so delali pol nekaj zraven, da so te rekli, joj, zdaj smo pa tu naredili novi prostor, če še nam lahko priješ to, ampak to se je enkrat zgodilo. Drugač pa je bilo to vedno, kak si nekoga zaključil, hvala lepa, srečno nasvijene, ne. Tako da zdaj se pač usmeril bolj v tetoviranje. Ja, pač tudi bil potisnjen v to, ne, tudi bil potisnjen v to, ker so kolegi videli, da imam feeling za risanje, da sem se čisto drugače tudi lotil samega učenja risanja kot to, ker jaz se pravim, jaz nisem imel v sebi tega, da bi zdaj pa nič nimam, pa bom risal. Ne, reči bom šel s biciklom vun, ali pa ne vem, bordat, ali pa skejtat, ali pa ne vem, se z motorom voziti, ko pa zdaj. Ne, in toto risanje sem zljubil kasneje, kot tako, da imam cajt, da jaz nekaj naredim. Ne. Ampak sem se ga pol tudi drugače loteval, ne, ker tudi kasneje sem se ga učil, sem se prav sistematično učil, ne vem, zdaj pa rišem portrete, zdaj pa rišem komik, zdaj pa rišem očrke, zdaj pa rišem taki stil in sem drmo. To. Pa sem začel risati portrete, pa sem sprejel risati portrete, par, 2, 3 sem naredil za sebe, pa sem že dobo naročilo, ampak dosti krat mi je to i tako pomagalo, ko sem vzel nekaj, pa še nisem delal, mi je bilo cool. Ker sem se dobesedno potisnil v to, da sem se probal, ne, vedno sem pa bil toliko samokritični, da sem bil je to ali ni to, ne, nem zdaj sem narisal tu pokvekanega kozarca, pa rekel v nulo realizem, če ni, ne, če 5-letni otrok ve, da ni, ne. In to me je vedno gnalo, da ta samokritičnost me je držala, da sem vedno probal
nadgrajevati svojo tehniko, pa s tem, ne, pa pol sem se tudi, ko sem se z tujci oziroma Avstrijci tu pol začel dosti družiti, sem tudi pred njih dosti vzel, ne, ker pri nas tega ni bilo, ne, pri nas se noben ni trudil kaj dosti, pri nas je bilo samo, da si nareja, kak si nareja, ni bilo važno, samo narediti si mogel. Ne, zdaj pa, ali je to lepo, ali to ni lepo, je bil bolj fora statement, ne, gori so pa Avstrijčeki drmali vun vsako linijo, vse ono, prehode, veš, čist drugačen način je bil, ne, in sem se tudi od njih dosti tam naučil, ne. Pa zelo dober prijatelj je tudi podobno zgodbo začel v Gradcu, ne, z risanjem po naročilu in smo tak si malo pomagala, ne, sem pa tja. Torej, kaj želiš povedati tudi, da si v bistvu v tetoverstvo prenesel to svoje razmišljanje iz grafitiranja in tudi mogoče slog? Ja, zaradi tega, ker sem risal vredo, pa me pol tudi so mi ljudje pol potisnili v to. In so mi moji kolegi, zakaj te nazaj ti tetoviraš? Pa sem rekel, ok, te pa bom še zdaj to probo. Pa tudi sam nisem imel tatuje. Jaz sem prve 2-3 leta, mislim, da se spomnim, da sem tetoviral, pa sploh sam tatuje nisem imel. Ne? Ampak jaz sem si to kupil, pa je bilo pol v eni točki, danes me še tetoviral. Nisem znal niti sestaviti skupaj nič, ne. In pa spet, ravno zaradi tega, sem se učil, pa sem probaval, pa sem imel na začetno 10 pubecov, kolegov, ko sem rekel, gledajte, vi imate Sonderpreis, plačujete mi za material, pa nekaj, pa samo da palim, da se učim. Pa spet je šla zgodba. Se spomniš svojega prvega tatuja, torej na prijatelju narejenega in koliko si bil živčen? Voljda sem živčen, ne, predvsem zato, ker se zavedam, kaj pomeni to, da nekomu daš za life nekaj, ne. Ker sem čist drugače, nisem začel kot pubec tetovirati, jaz sem se zavedal, ker ne, zdaj boš pa nekdo imel to za life, ker zdaj, če imel s tebi zasral roko, boš ti to zasrano roko za life gledal, ne. In je meni osebno je ta pressure bil bolj težji, kot pa samo tetoviranje, ne, ker tehniko, roko, potezo jaz imam, ne, meni je ta flash mogel ga gineti, da sem včasih pozabil, da nekomu delam to zdaj na roko za forever, ne. Ali pa bilo pač kam, ne, in to je bil ena najbolj šaltalo, kaj me je pač rabilo, ne. Ker pri grafitih je čisto nasprotna zgodba, ne, je minljivo, hitro minljivo, ne. Ja, pa hitreje je, pa vse to traja, ne, in jaz ravno nimam do tega zica, ne, to je, se pravim, ta battle je bil meni, ta borba mi je bila najhujša, ne, da zdaj moram tu biti, pa sem zdaj na tu 6-7 ur muka. Ampak si se potem navadil? Navadiš se, ne, ker tudi sam vidiš, ne, ker sam kasneje, ko sem se začel tetovirati, sem bolj kapiral, ok, si ga smeš bluziti, idemo skozi, to boli, ne, če ti nekdo, ne vem, 5-6 ur na mestu stoji, pa ga ti. Po enem sajtu ni več tak fajn, ne. In pač se pravim, preko tetoviranja samega sebe, ko so me drugi, pa bilo kaj, pa skozi čas pol si skužiš sploh celo poanto, kak laufa, ne, pa pač meni, ne, in pol si najdeš sistem, pa samo ponovitve, ne, ker tu je pač toliko težje, ker imaš toliko različnih ljudi, toliko različnih tipov kož, mesta, že, ne vem, če sem midva tetovirala, to tu, ali pa tu, čist druga zgodba, ne, čist druga, ne, ampak pri tatu je ravno fora, kaj meni bilo to, ko si pravila o minljivosti, pa o času, pa o tem, ne, je ravno fora, da ti komaj vidiš na tatuju, kaj si dobro delal, ko vidiš za celjen tatu 1-2. Ne, to, kaj je sveže, vse super. Tako grafit, vse super. Ne, in to vidiš, ali je nekdo lepo barvo, grafit, ali je flekasti, ali je v nulo poštrihan, isto s tatujem. Ali so črte vredi, ali je to razpaljeno, ali kaj se dogaja. Nekaj je od artista, nekaj pa je tudi od tega, kaj je bilo, ne. Se tudi stena, ki je v senci skrita pred soncem, bo barve tudi freško, pa ne vem, neki, ko je na južno stran žgena polno, ne. In isto je s tatuji, ne, in ravno ta flip, da sem mogel razmišljati, jaz pa sem pred letom pa pol to tak tetoviral, mogoče moram zdaj to malo drugače spremeniti, je ravno ta fora, ki je, recimo, ko jaz vidim kot artist pri tetoviranju, ravno tisti težki del, da moraš ti dobesedno par let miniti, da ti priješ v to, da si najdeš, ne, in ti moraš zarotirati sigurno 3-4 leta, če si konstantno noter, da vidiš, kaj se dogaja s tvojo tehniko, pa s tvojimi tatuji, pa z ljudmi, ne, ki jih nosijo, ne, in moraš toliko pa dolgo ljudi obrniti, ne.
Pa bi rekel, da si bolj umetnik pri tetoviranju ali obrtnik, ali je to tako zelo povezano? Jaz, kaj se osebno tu trudim, je predvsem biti človek, ki bi rad tvojo željo nekako vizualiziral v smislu, pa bolj z dizajnom, pa s tem, da se da ti pol narejem nekaj po svoje. Ne? Torej stranka pride, pove, kaj bi rada ti pa potem nekako... Problem je ljudi, zaradi tega, ker niso vsi vizualci, ne? In to, kaj ti vidiš, takrat boš vzela, da 90% ljudi na ta način funkcionira. Ne? Ali nekaj vidi na internetu, pa jaz bi za isto imel, ne vem, tako cote do šuhov, do nima veze, tako so tudi tatuji, ne? In pol se točno vidi, ne, taki ljudje, ko so sklicno, ne, zdaj se zapali za točno ta napis, ne vidi, da obstaja drugi še, ne zna si predstavljati, ne, in jaz naravno tisti pol, da se trudim s takimi ljudmi, ko bi zdaj točno taki napis imeli, da mu vsaj nekaj svojega dam, nekaj individualnega, da jaz se vedno zabavam, pa to mi je ful dober tudi pregovor, ne, you were born an original, don't die a copy, ne, zdaj tako je bilo, ne vem, ja, tako je imel Messi, oni tatu, pa so vsi imeli isti tatu kot Messi, ali pa ne vem, tako je imel Beckham, zdaj pa vsi isto, ne, veš kaj mislim? Daj malo po svoje, veš kaj mislim, ali pa uporabi finto, pa naredi drugače, ne pa čista kopija, ne, in ravno tu je moja stvar, da probam narediti to različno, pa kar se tiče umeščanja v prostor, pa umeščanja na telo, pa povezovanja tega, se mi zdi, da tu sem dosti bolj narisan, kot marsikdo drugi, ne? Ker imam drugačen mišljenje, kot pa klasični tetover, ker jaz sebe v osnovi ne smatram za tetovera. Ne? Prav zdaj se preživljaš. Ja, zdaj pač je to moj biznis, pa probam tudi to zgodbo razvijati, ker kot artist je najlažje dan danes pač tak živeti, ravno zaradi tega. Povratnike imaš, dosti več imaš ljudi, ki so potencialne stranke so vedno nove. Ne? In imam stranke, ko so pri meni že po, ne vem, 20-30 krat bile, pa še vedno lahko pridejo, ker še vedno ni čist puj, ne štekaš? Obraz še prost. Ne, ampak pač pravim, da za nekdo, če se hoče celi potetovirati, veš, kako gre to enih ur. Ne, in je to ravno tisto, ne, in hočem jaz biti vedno na koncu dneva, da se tako malo čuje samošečno, ampak bi rad bil ta oseba, ki nekomu mogoče tudi s tem, da mu vizualno da neki art na približa njegovo, pa da se tudi on boljše počuti, da na koncu dneva z veseljem, brez rokavov poleti na ulici, ko pa eni, ko imajo slabe različice nekih stvari, pa so na koncu dneva še bolj oblečeni, kot to, kar mu je bed. In ravno to bi rad želel, da je tisto dodana vrednost, dodani art, personalen, plus da človeku to paše. Ne, da to nekomu sede, ne. In zaradi tega je tu vrej, ker si moš kot tetover čez neke stvari risati, ker, ne vem, tvoja roka pa moja roka je, ne, istega tatuja ne moramo, tebi se bo drugače sedla, ne, in gledaš pol poteze človeka, poteze, kak mu mišice letijo, da v teh forah pol lahko ti nekomu tudi dobesedno postavo narediš. Cela znanost, skratka. Pa ni znanost, koliko je malo moš razmišljati, malo še anatomije, cele zgodbe zraven, ne. Kako pa spostaviš zaupanje s človekom, ki ti dobesedno prepusti del svojega telesa? Jasno, vse vidiš, dokaj odprt človek, ni problem nikoli z mano spregovoriti kako besedo, tudi z tujci, ker sem navajen, da sem se pogovarjal z random ljudmi, vedno, ko sem risal ali pa kaj. Pravim, ta začetni stik vedno, po mojem, vedno kaj steče, no. Pa probam jaz se dobesedno malo dati v tvojo glavo, da skužim, kdo si ti, kaj ti je všeč, ne, in pol na teh, bom rekel, terminih, kjer so bolj kot ne za dizajn narisati ali pa kaj, dobiti neki feeling, kaj je tebi všeč, kaj je tebi sploh cool in se pol v tisti tvoj stil noter implementira, da še jaz malo sebe zraven dam, da tista osnovna ideja zgleda toliko boljša, ne. Tako da v bistvu vsak tvoj tatu je neko individualno delo, nimaš kataloga. Ja pa ne, to ne, zaradi tega. Ja, imam tudi take ljudi, ko mi prije, točno to mi naredi, tak, pač prepričanega, ne moreš prepričati, jaz to vedno pravim. Imaš take, imaš pa pol ljudi, ki se pustijo voditi, ali pa tudi stranke, ki so moje že dolgoletne, že zdaj tako vejo, lej, Teo, ne vem, naredi mi volka, kaki bo,
vseeno mi je. Tu bi ga imel, zdaj pa si ga ti notersk, ne, imam že take ljudi, kaj je vedno lepše delati, ne, ker tudi ti vidiš, ko si puščaš neke stvari, kakih boš kasneje sestavilo, pa je ful lažje, ne. Imaš pa pol ljudi, ko jaz vedno pravim mešano na žaro, malo tu v tem stilu, zraven 2 cm, neke XY, ne, in pol pa si ti človek, ko ti reče, zdaj pa ti naredi z tega omako, ne. Da, zato povežem, ne, in tu je, se pravim, tukaj se mi zdi, da neke stvari bolj vidim, ko drugi mogoče, no. Kaj pa si se naučil o ljudeh skozi tetoviranje, tetovaže? Da je tako, ko z frizerji, make-up artisti, vse, da nismo samo delavci, da smo še psihologi, da še marsikaj drugega zraven doživiš. Zanimivo je, se ti pravim, dostikrat si z ljudmi, ki jih drugače mogoče ne bi srečal ali pa ne bi spregovoril ali pa se slučajno pojavijo pač v tvojem studiu, ne, in mi je dobro po eni strani, ko jaz vedno postavim vprašanje, odkot si izvedel za mene, ne, kdo te je priporočil, kaj, kje, ne, in mi je ravno to zanimivo, pol, ki se ti channeli pa te veje pol najdejo, da ne vem, se mi nekdo pride iz Bohinja tetovirati, recimo, ne, pa si tak, imaš vse že prej, pa boš zdaj še, ne vem, iz Bohinja vozil, ne, ampak pridejo, ne. Kakšne motive pa najpogosteje zbirajo? Zadnje cajte bolj ko ne pubece tetoviram, ampak načeloma jaz bolj ko ne delam realizem, delam, kaj je mogoče razlika, da probam delati samo z eno barvo črno, ne nas jih mešam, nimam nobenih grejvošov, nič, samo črna, stricno črna idea. In delam pol različne nianse z rasterom dejansko, kot da piksle delaš, ne, in kasneje se meni, ko se to celi, se meni lepše to recimo zgleda, ko pa pol one flehe poštrihane, pa tak nekaj. Ampak so motivi, ne vem, živali, imena otrok, kaj je naj... Vse. Mešano na žaro, se pravim, imaš od familiarnih do napisov, do... Ljudje se tetovirajo dan danes, je to postal modni dodatek, ne. Imaš tatuje, ki nekaj pomenijo, ko si ga da nekdo naredi, zato ker mu nekaj pač pomeni, ali pa je del njega, imaš pa, se pravim, smo pa v obdobju, ko je to klasični art, ne, lahko, ne, in je nekdo, ne vem, Star Wars fan, pa za mene je rekel, da je zdaj si taki hiperfanatik, da boš, ne vem, zamel cele noge, pa vse naredil, veš kaj mislim, ampak se najdejo eni taki, ne, ali pa eni, ko so nori na risanke, ali pa eni, ko so, ne vem, čist nekem drugem stilu, ne. Ampak se točno vidi, veš, po valovih, kaj je, tako kot sem ti rekel, kaj internet dava ven, ne, kaj ti ven Instagram meče, pa vidiš val tedna, dveh, ko ti pišejo, zdaj bi pa imel tako, je bilo en cajt, ne vem, volki za šumo, pa vsi tudi spodaj ven šumo, ono okoli, pa veš, pa si tako ono, Mariboru smo pa, zdaj so mi že 4-5 me za isto stvar vprašalo, zdaj veš, kaj mora to globalno delati, ne. Ne, pa greš na morje, pa boš srečal Štefana tam z istim tatujem na istem mestu, pa si gledata, kjer je malo boljše naredil, kaj ne vem, se ti pravi, meni je to... Zanimivo. Ja, ampak imaš take, ne. Bi se želel, da bi tvoji tatuji nekoč dobili prostor tudi v galeriji? Ne vem, kako bi to kaj ljudje stali, ali kaj, da bi vun rezali, ker kaj delajo. Eni Američani so začeli delati, da ko nekdo umre, sem za malo sik, ampak ko nekdo umre, mu kožo vun vrežejo, se koža posuši in pol dansko si fuk dela to v okvire in namesto žare s pepelom. Ja. Oprane scene, ne. Lahko bi imeli to zgodbo, ne? Lahko bi pa dansko ljudje stali, ampak meni kot takem je fora bolj, ko ne. Skice se lahko razstavijo, recimo, ja, meni, ali veš, pa kaj se meni, dela v živo na mestu. Meni kaj kul je ravno to, ko pri, veš, ti imaš premikajoče si canvas, ne. Ti imaš pol ljudje, ki hodijo s tvojim artom okrog, ne. Ti imaš ljudi, ki ali so ponosni, ali pa ne, to, kaj si nareja, ne. In pol dobesedno to, če znane ljudi tetoviraš, ne, avtomatsko se tudi tvoj art dosti bolj vidi, ne, zdaj, če folk gleda v to, ne, ampak zdaj ne vem, če to gre v galerijo, mislim, ja, vse te stvari, ampak bolj ko ne fotke, ne, to, da bi naredil tak, ne vem, te pravim.
No, bolj umetnost nima poslikave, ja. meja, tako da lahko se vedno najde kakšna Ta pot, ne? svobodna umetnost je bolj druga, kaj eni delajo. To še ti lahko povem. Kaj je recimo ekstrem, kaj je v tetoviranje šlo, ne? Kaj se folk tetovira dejansko. Spremljam enega, jaz pravim temu majstra, ne? Ko tetovira v smislu, kot da bi rekel, res dela že iz tega art projekte, kot da bi rekli, zdaj se bomo mi vlegli na tla, pa bomo na rumbu našraufali gor tatu mašino, pa bo se tatu mašina, bo ona vozila in vsakega, ko se bo troflo, nas bo vmes porisalo in imaš kar neki abstraktni pis, pol kaj je naredil majster bolano, absurdno, ne vem, šel je, pa se mislim, da na steno ali kam, se je polulo gor in oblika, kjera je nastala, ko je on lulo, je eni majster, ki je enem majstru tu, čez cele Joške dol tak tetovira. Okay. Si tak, no gledaj, ampak viš, kam grejo te stvari, veš, ker je bolj fora, da je že toliko vsega, pa vsi že imajo tatuje, da je že folk hodi v take ekstremne scene, tako ali pa drugače, ker hoče biti drugačni, ne, in imaš sprane ljudi v bolane zadeve, ne, in ravno to, če ne bi bilo interneta, kaj bi te jaz vedel. Ne, in to je ta, ne, in je on na koncu dneva za bedno foro dobo milijonske oglede, ko pa za neki dober pis, ko je pa dejansko vrej narisan ali pa nekaj, pa je pol rekognišna nič, ne? Dobro, Teo, čas nam priganja, moramo zaključiti. Hvala ti, da si se odzval mojemu povabilu, da si bil moj gost za tvoje zgodbe in razmišljanja in tudi pojasnila. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke, pa res hvala za pozornost. To je bil Ringelšpil, ki se za nekaj časa poslavlja. Obljubim pa, da se vrne prihodnje leto. Do takrat pa se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.